Hvala za besedo. Hvala vsem vam, kolegice in kolegi, člani, članice sveta, za dobro odločitev. Mislim, da smo danes izglasovali daleč najmočnejšo listo v konkurenci na volitvah za Evropski parlament leta 2014. Jaz bi prosil zdaj, da se mi nosilec liste in ostali kandidati in kandidatke Slovenske demokratske stranke tukaj pridružijo. Nosilec liste je dr. Milan Zver. Na listi pa mu sledijo Romana Tomc, Patricija Šulin, Anže Logar, Damjan Terpin, Karmen Merčnik, Andrej Šircelj, in Vlasta Krmelj, ki pa je danes upravičeno odsotna. Spoštovani kolegice in kolegi, preden prepustim besedo nosilcu liste dr. Milanu Zveru za nekaj besed v smislu programskih točk, ki jih bo lista zastopala na teh evropskih volitvah, mi dovolite zgolj dva stavka o pomenu letošnjih evropskih volitev za Slovenijo. Slovenci smo šli prvič na evropske volitve leta 2004, takoj praktično po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Tiste volitve so bile nekaj posebnega, zato ker so bile prve. Žal pa je bila udeležba relativno skromna na teh volitvah, ker pač slovenski volivke in volivci v Evropskem parlamentu in nasploh v evropski politiki niso prepoznali dovolj velikega izziva. Podobna slika je bila tudi, ko smo šli na volitve 5 let kasneje, leta 2009. Tudi takrat je bila udeležba relativno skromna, kajti leta 2009 je bil občutek pri nas, kljub temu, da se je takrat Evropa in tudi Slovenija že spopadala z gospodarsko krizo, da je pač Evropa nekaj, kar je dano za stalno, da problemi, ki jih imamo, ne presegajo vsakdanjih problemov ekonomske politike in standarda, in v ospredju ni bilo tistega duha, kot je prevejal Evropo takrat, ko je Evropska unija nastajala. Letos, spoštovane kolegice in kolegi, je položaj precej drugačen. Letos se že in pred volitvami se bomo še posebej vsi spominjali vzrokov, zaradi katerih je Evropska unija sploh nastala. Vzroki in razlogi za nastanek Evropske unije niso bili zgolj ekonomski, niso bili zgolj želja potem, da pogojih prostega trga, prostega pretoka kapitala, ljudi, idej v Evropi, kjer ne bo mej, kar smo danes v veliki meri že dosegli. Živimo bolje ali pa živijo bolje ustanovitelji Evropske unije, ampak je bil prvi razlog varnost. Evropska unija je bila predvsem mirovni projekt, ustanovljen zato, da se katastrofe, ki so Evropo zadele v 20. stoletju, ne ponovijo. Ko smo šli pred 5 leti na volitve v Evropski parlament, si nihče predstavljal, da bodo nekateri strahovi, ki so obvladovali prejšnje 20. stoletje, ponovno oživeli. Letos, pred temi evropskimi volitvami, žal ta občutek ni enak. Ponovno se zavedamo dejstva, da je Evropska unija
predvsem mirovni projekt. V Evropski uniji ne samo, da imamo boljše možnosti za napredovanje in za boljše življenje, imamo predvsem bistveno boljše možnosti, da živimo varneje, brez vojne, brez ogrožanja, kakršnega so danes deležni na robu vzhodnega sosedstva Evropske unije. Torej, izkoriščam to priložnost, da predam tudi sporočilo širše, da je udeležba na teh volitvah Evropski parlament bistveno bolj pomembna, kot je bila kadarkoli doslej, odkar Slovenci sodelujemo na teh volitvah, da se je zato, da Evropa še naprej ostane območje miru in stabilnosti potrebno boriti, da moramo k temu svoj delež prispevati tudi Slovenke in Slovenci. In Slovenska demokratska stranka je z ekipo, ki je danes tukaj na odru, na ta izziv pripravljena. Pripravljeni smo dati svoj delež, pripravljeni pa smo seveda tudi preko te ekipe kot stranka zagotoviti, da bodo interesi Slovenije v Bruslju še naprej prisotni, da bodo upoštevani in da si Slovenija povrne nazaj veljavo, kakršno je imela še pred nekaj leti, potem pa je zaradi različnih razlogov, za katere obstajajo vzroki doma, ne pa izven naših meja, to veljavo izgubila. Še enkrat vesel sem, da ste danes na svetu, najvišjem organu med kongresom Slovenske demokratske stranke, sprejeli dobro odločitev. Prvi rezultati odločitve je danes tukaj pred vami, drugi zmagoviti rezultat pa bo pred vami 25. maja. Hvala lepa.